Funkcija je nek predpis. Je kot neka škatla, v katero mečemo stvari in potem ta škatla s to stvarjo, ki smo jo noter vrgli, nekaj naredi. Recimo, ne vem, vržemo v to škatlo navaden kovanec in ko pride ven, bo prišel ven kovanec, ki bo imel neke odtise. V matematiki pa to pomeni, da mi mečemo v neko škatlo x-e, pravimo jim tudi neodvisne spremenljivke oziroma originali, in ven dobimo vrednosti te funkcije f od x, kar označimo tudi z y, pravimo, da je to odvisna spremenljivka, odvisna od tega, kaj smo noter vrgli, in to je slika. To je naša funkcija. Recimo, funkcija je lahko linearna. 3x plus 4. Linearna zato, ker imamo samo en x, nimamo x kvadrat ali pa x na 3. In v tem primeru bi bila potem vrednost funkcije f od minus 3, recimo, to pomeni, na mesto x smo vstavili minus 3, bi bilo to potem 3 krat minus 3 plus 4, kar je minus 9 plus 4, kar je minus 5. Eto. Torej, naša funkcija f bi v tem primeru, če je takšna, številko minus 3 preslikala v številko minus 5. Recimo, f od nič bi bilo pa 3 krat nič plus 4 je 4, torej številko nič bi preslikala v 4. Vse točke, ki ustrezajo določenemu predpisu, recimo predpisu f od x je 2 krat x na kvadrat minus 1, lahko narišemo oziroma prikažemo z grafom te funkcije. Zato, da lahko ta graf narišemo, potrebujemo dve osi. Prva os je označena z x, imenuje se tudi abscisa, abscisna os. In druga os je y, imenuje se tudi ordinata. X-i so torej naše neodvisne spremenljivke, neki originali, ki jih preslikamo v njihove slike, ki so pa odvisne spremenljivke. Narisati moramo vedno koordinatno izhodišče, to je tam, kjer se osi sekata, in označiti enoto, recimo 1 tukaj in 1 tukaj. Potem, če bi hoteli ta graf narisati, moramo enostavno stabelirati. To pomeni, da si za neodvisno spremenljivko x izmislimo nekaj podatkov. Recimo minus 1, nič, 1, 2. In potem računamo, koliko je vrednost y. 2 krat minus 1 na kvadrat je 2 krat 1, minus 1 je 1, 2 krat nič na kvadrat je nič, minus 1 je minus 1, 2 krat 1 na kvadrat je 2 minus 1 je zopet 1 in 2 krat 2 na kvadrat je 8, minus 1 je 7. In zdaj bi lahko to narisali, se pravi, pri minus 1, to je tukajle, je vrednost 1. Pa pri nič je vrednost minus 1, pa pri 1 je vrednost 1 in pri 2 je vrednost 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se pravi še malenkost više gor nekje tukajle. In potem te točke povežemo skupaj, zdaj to konkretno je kvadratna funkcija, to že vemo in nekako dobimo obliko, ki jo narišemo potem naprej. To je graf funkcije. Velja pa za funkcije še eno posebno pravilo, in sicer to, da se nikoli en x ne more preslikati v dve različni sliki, ne vem, prvo pa drugo sliko funkcije. Vsak x lahko ima samo eno vrednost. Kaj to pomeni? Če naredimo mi navpično črto na grafu, s tem dobimo točko, ki ima enak x. In nikoli se ne bo za isti x ne bosta dve različni vrednosti, ampak samo ena ali nobena, če tam pač ni definirana. Zdaj, tukaj vidimo, da navpična črta vedno samo enkrat seka ta naš graf, zato je to
funkcija. Tudi tukaj. Ne moremo narediti navpične črte, ki bi dvakrat sekala. Tukaj pa vidimo, da seka dvakrat, zato to ni graf funkcije, to ni funkcija. Ta je zopet, zato ker samo enkrat seka, pa ta tudi. Ta pa zopet ni, zaradi tega, ker če naredimo to navpično črto, je tukaj pa tukaj. Recimo konkretno je to točka x je minus 1. In tukaj zdaj ne vemo, a je f od minus 1 enako 2, ali je f od minus 1 enako minus 1. Kadar se pojavi dvom oziroma več možnosti, v tem primeru to ni graf funkcije. Pri funkcijah moramo vedno določevati, kaj je to definicijsko območje. Definicijsko območje označimo ponavadi kar s pisano črko d pa mali f zraven. Definicijsko območje in potem rečemo, tukaj notri so neki x-i, tukaj so vedno x-i, neki originali. Naredimo podpičje in napišemo, takšni x-i, ne vem, za katere velja, da so med 1 in med 4. Poglejmo, kakšna funkcija bi recimo bila to. To je funkcija, ki je definirana samo med 1 in 4. Če tukaj nič, tukaj 1, 2, 3, 4. Se pravi, tukaj že ni definirana, pa pri 4 tudi ni definirana. To bi bila funkcija, recimo, ki bi bila takole noter. Eto, definicijsko območje te funkcije, pogledamo v bistvu, kaj je lahko x. Definicijsko območje vedno pomeni, kaj je lahko x. In v našem primeru je lahko x od tukaj do tukaj, se pravi od 1 do 4, kar smo tukaj napisali. Lahko bi pa to naredili tudi z intervalom. Naredimo okrogel interval od 1 do 4. Definicijsko območje so x-i, ki so v tem intervalu. Lahko tudi napišemo tako, x je element intervala od 1 do 4. Na drugi strani imamo zalogo vrednosti. Kaj je pa zaloga vrednosti? Zaloga vrednosti nam pa pomeni, kaj lahko dobimo za y, oziroma kaj je lahko y, oziroma kaj so lahko slike. To je to osnovno vprašanje. Recimo, če imamo takole graf, x, y, os, pa recimo takole, pa vemo, da je tole 4, zgoraj gre itak neskončnost. Zdaj vemo, da naš y nikoli ni več kot 4. Se pravi, gledamo y-ne, kaj so lahko, nikoli niso več kot 4. In zato potem rečemo, da je zaloga vrednosti označimo pa črko z, pa f zraven in rečemo, to so pa taki y, podpičje zopet, za katere velja, da so očitno manjši od 4. Pomemben pojem je tudi ničla. Kaj ničla pomeni? Ničla je takrat, ko je vrednost funkcije f od x enako nič. Recimo, če imamo funkcijo f od x je 3x minus 2, potem namesto f od x vstavimo nič in napišemo nič je 3x minus 2. Damo, in zdaj enačbo v bistvu rešimo, dvojko damo na drugo stran in dobimo, da je 3x enako 2 oziroma takole in x je 2/3. To bi pomenilo, da x je 2/3 ničla naše funkcije. Kako se to na grafu pozna? Če narišemo ta graf, bi šel takole. Tako. In ničla je tale točka. Tukaj je 1, to je pa ravno 2/3. To je ničla. Zdaj ta graf ima eno samo ničlo. Lahko imamo pa funkcijo, ki ima več ničel. Recimo, ta graf ima ničlo tukaj, pa tukaj. Se pravi, ničla je vedno tam, kjer seka x os. Ta graf ima 1, 2, 3, 4, 5 ničel. Ničla je edina točka, kjer graf lahko spremeni svoj predznak. Kaj zdaj to pomeni? Poglejmo. Gledamo, kakšna je vrednost y.
Če je f od x večji od nič, potem rečemo, da je funkcija pozitivna. Če je ničla, a ne? Če je pa f od x manjši od nič, je pa negativna. Recimo, ves ta del, kjer je tukaj funkcija pozitivna, to je tole, kar je nad x osjo, in kjer je funkcija vzgoraj, tisti deli pravimo, da je funkcija pozitivna. Kje je zdaj pozitivna? Lahko napišemo intervale. Od tukaj do tukaj, se pravi, pozitivna je od -7 do -5. Potem pa naredimo kar unijo naprej, a ne? Kje je še pozitivna? Ja, naslednji interval, kjer je pozitivna, prav tole je pozitivna, ker je zgoraj, pa tukaj je tudi pozitivna, ker je zgoraj. Se pravi, unija od 1 do 4 in od 8 naprej je pozitivna. To bomo pa napisali unija od 8 do neskončna. Tukaj je pozitivna. Če me zanima, kje je negativna, pa pogledamo, kje je funkcija pod grafom. Se pravi, negativna bi bila pa tukaj, spodaj, tukaj, ker je oranžna. In kje je zdaj naša funkcija postavljena na oranžnem delu? Bomo zopet izrisali tiste dele funkcije, se pravi, tukaj je negativna, pa tale delček je negativen, pa tale delček je negativen, to pomeni na tem intervalu do -7, od -5 do 1, pa od 4 do 8. No, potem je pomembno tudi naraščanje in padanje. Najbolj zopet, da pogledamo kar en primer funkcije. Takole. Pri naraščanju in padanju se spomnimo vedno na vožnjo s kolesom. Kadar se peljemo po klancu navzgor, funkcija narašča, takšna gor bo naraščajoča, to bo narašča. Kadar se vozimo po klancu navzdol, funkcija pada. Ali pa padajoča, naraščajoča. Če je pa naravnost, pa rečemo, da je konstantna. In poglejmo zopet, tudi tukaj bo intervali, tako kot pri pozitivni in negativni. Kje so tisti deli, kjer funkcija narašča? Kje se vozimo po klancu navzgor? Tukajle. Potem se peljemo po klancu navzgor od tukaj do tukaj, je sicer klanec malo manjši, ampak to je naraščajoča funkcija. In padajoča bi bila pa recimo tukaj, ko se peljemo navzdol. Tukajle in tukajle. Tako, narašča in pada. In tudi tukaj bi potem napisali intervale. Funkcija narašča, recimo na intervalu. Na temle. Od tukajle do tukajle, vidimo? X-e vedno gledamo. 4, eto, tukaj narašča. Padanje je pa od -6, to je pa tukaj, ta delček. Tukajle pa do tukajle pa pada. Pa napišemo od -6 pa do -3. Unija. Od tukajle skozi naprej funkcija pada. Od 4 do 6. Naraščanje in padanje. No, potem imamo omejenost. Kaj pomeni omejenost? Omejenost pomeni, da je vrednost funkcije f od x z nečim omejena. In sicer omejena bo takrat, ko obstaja nek velik m in majhen m, tako da so vse ostale vrednosti funkcije tukaj vmes. Kaj zdaj to pomeni, a ne? Recimo, če imamo takole funkcijo, ne bo tukaj vrednost 4, pa moja funkcija gre takole, pa takole. Eto, ta funkcija je omejena, ampak samo navzgor. Zato, ker obstaja tukajle, je največja vrednost, nikjer ni vrednost večja kot je ta. Lahko bi rekli, da je funkcija f od x vedno manjša od 4. Ta 4 je ta veliki m. Rečemo tudi zgornja meja. Medtem ko sem navzdol, ta funkcija ni omejena, zato ker gre tale črta v neskončnost.
Se pravi, najmanjše vrednosti ne obstaja. Ta funkcija bi bila omejena samo navzgor. Če pa hočemo, da bi bila omejena tudi navzdol, potem bi moglo biti recimo narejeno takole, da se tukaj vrednost takole gre in tukaj tudi nekako tako pride, a ne? Se pravi, da imamo tudi spodnjo mejo, recimo, da je to -6, potem bi pa lahko rekli, da je funkcija f od x povsod večja od -6 in to pomeni, da je mali m -6, kar je pa spodnja meja. In če ima funkcija spodnjo in zgornjo mejo, potem je to omejena funkcija. Naslednja lastnost funkcije je sodost pa lihost. Kaj to pomeni? Recimo, če imamo funkcijo f od x je x kvadrat. Če bi namesto x-a vstavili noter f od minus x, se pravi, x zamenjamo z minus x, dobimo potem, da je to minus x na kvadrat. Ampak minus na kvadrat je plus in je to še vedno x kvadrat. Kaj vidimo? Da je f od x v tem primeru isto kot f od minus x. Funkcija, za katero velja to, je soda funkcija. Za sodo je značilno to, da je vedno simetrična in sicer je simetrična na to navpično črto y. Recimo, graf funkcije x kvadrat je takšna parabola, ki je simetrična. Vidimo, da je vrednost pri recimo -1 ista kot vrednost pri 1. Tako zdaj, čisto točno ni tukaj, ampak to je naša soda funkcija. Liha funkcija pa je funkcija, recimo f od x je x na 3. Ker če zdaj vstavimo minus x, je to minus x na 3 in je to minus na 3 je minus x na 3, se pravi, ni isto kot prej. Ampak skoraj isto pa je, samo minus je zraven. Kadar torej dobimo, da je f od minus x isto kot minus f od x, takrat je pa funkcija liha. Liha pa pomeni na sliki, da je simetrična na koordinatno izhodišče, recimo takšna. Če tukaj le zdaj pogledamo, se bi ta točka preslikala sem, ne? Ali pa tale točka tukaj dol. To je pa liha funkcija. Seveda pa obstajajo funkcije, za katere ne velja nič od tega. Se pravi, funkcije, ki niso niti sode, niti lihe. Recimo, če imamo funkcijo f od x je 3x plus 1, pa vstavimo f od minus x, je torej 3-krat namesto x vstavimo minus x, plus 1 prepišemo in je to minus 3x plus 1. To ni isto kot na začetku. Tudi če minus izpostavimo, ni isto. To noter kot to, zato ta funkcija ni niti soda, niti liha. Še ena pomembna stvar imamo pri funkcijah, to so pojmi injektivnost, surjektivnost in biaktivnost. Tukaj si bomo najlažje z diagrami za začetek pomagali. Recimo, če imamo takole diagram narisan, pa še tukajle, takole, in piše, da se ta točka preslika v to, pa tale v to, pa tale v tole in tale v tole. Recimo, injektivnost. Mene beseda injektivnost spominja na injekcijo. Eno injekcijo ne smemo zapičiti dvema človekoma. Kaj to pomeni? Funkcija bo injektivna takrat, ko se bojo različni x-i preslikali v različne y. Ampak, tukaj vidimo, da se ta in ta x sta različna, preslikata pa se v isti y in zato ta funkcija ni injektivna. Zaprav, ta ni injektivna, injektivna bi bila recimo takole. Eto, to je pa recimo injektivna, ker se različni x-i preslikajo v različne y. Drugi pomemben pojem je surjektivnost. Surjektivnost pogledamo, kaj se dogaja v tej drugi množici. Ali so porabljeni vsi elementi.
Ne, tukaj je ena pikca, ki ni porabljena. In kadar nekdo iz druge množice ostane, jaz rečem, brez prijatelja, z nekom ni povezan, z nekomor poročen, potem ta funkcija ni surjektivna. Se pravi, injektivnost, injekcija, različna injekcija za različne ljudi, ne? Surjektivnost pomeni, vsi imamo prijatelje. Medtem ko bijektivnost pa dejansko pomeni injektivnost in surjektivnost skupaj. Če bi to na grafu pogledali, da se na grafu dobro pogledati injektivnost, recimo to je funkcija, zato ker če kjerkoli naredimo navpično črto, je samo enkrat seka, ampak za injektivnost preverjamo tako, da narišemo vodoravne črte. In če katerakoli črta vodoravna dvakrat seka, ta funkcija ni injektivna. Ker to pomeni, da smo dvema različnima x-oma, temu in temu, določili isti y. To ni injektivna funkcija. Recimo, če bi imela pa takole graf, pa zdaj potegnem kjerkoli vodoravnico, posod samo enkrat seka, to je pa injektivna funkcija. Eto. Še zadnji pojem pri lastnosti funkcije, to je inverznost funkcije, inverzna funkcija. Kaj zdaj to pomeni? Recimo, če imam jaz napisano, da je y ali f od x enako 4x kvadrat, za inverzno funkcijo moram jaz ta y pa x zamenjati. To pravi, namesto y napišem x, namesto x pa y. In potem iz tega ven y izrazim. To pomeni, da dobim potem, da je y kvadrat x četrtin in y je koren iz x četrtin. Eto, to je inverzna funkcija. To pomeni, da ravno kontra se zgodi. Recimo, če imamo kvadratno funkcijo, y je 4x kvadrata, ne? Potem vemo, da se bo recimo x je 1 preslikal v y4. Zdaj, če imam pa inverzno funkcijo, se bo pa x je 4 preslikal v y je 1. Eto. In to je inverzna funkcija. Kako se inverzna funkcija vidi na grafu? Zdaj, če hočemo to narisati, bomo narisali samo pozitiven del grafa x kvadrat, recimo, da je to 4x kvadrat. In zdaj naredim jaz simetralo lihih kvadrantov. Lihih kvadrantov, pač koordinatni sistem razdeli celotno ravnino na 4 kvadrante, tako se imenujejo, kvadrante, četrtinke, ne? In če naredim simetralo lihih dveh, to pravi enke pa trojke, in potem ta moder graf prezrcalim, takole, je to funkcija potem koren iz x četrtin. To je inverzna funkcija. Inverzna se vedno preslika.